tik predtem sem bil tudi v nekem obdobju, ko sem rekel, ali bom še sploh igral nogomet, bom rekel na tej malo bolj resni ravni, ali se bom, ne vem, odpravil v Avstrijo. Vemo, da je tudi blizu Avstrija. Čez Radl pas. Dokaj blizu in ja, bom si poiskal neko delo. Tako da ja, ampak potem se je odvil, bom rekel, ta klic Maribora in ja, rekel sem, da je, če se pokaže takšna priložnost, seveda, da jo bom nekako sprejel z odprtimi rokami in ja, takrat nekako se je začela odvijati moja nogometna kariera. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend, daljša bolj sproščena različica Večerovega dnevnega podcasta. Poleti smo malo upočasnili tempo, čeprav se dogaja na številnih področjih, predvsem pa na nogometnem, in nogomet bo naša današnja osrednja tema. Jaz sem Miha Dajčman, novinar Večera, ki najraje in največkrat pokriva Maribor, NK Maribor. Danes pa tukaj z nami v bistvu največja okrepitev vijoličastih v tem prestopnem roku, povratnik v Ljudski vrt, Žan Karničnik. Zdravo, Žan. Zdravo. Evo, smo v času priprav na novo sezono, ta vikend se začenja 36. sezona prve lige, ampak verjetno še ta vikend brez Žana Karničnika na igrišču. Žan, kako je situacija z gležnjem? Ja, nekako sedaj delam po nekem individualnem programu z fizioterapeuti, z kondicijski trenerji. In ja, zaenkrat se, bom rekel, gležno odziva zelo, zelo pozitivno, zelo dobro in ja, gremo sedaj iz dneva v dan, terapije, treninge, prvo telovadnici, kasneje tudi nekaj, bom verjetno v naslednjih dneh začel delati tudi že na igrišču in ja, upajmo, da se vrnem v najkrajšem možnem času. Je pa res, da sem bil nekako zdaj mesec pa pol skoraj da brez nekih priprav in vsega tega, tako da me čaka kombinacija zdaj obojega, ne, in telesne pripravljenosti in rehabilitacije tega gležnja. Kako je prišlo v bistvu do poškodbe, če pogledamo malo za vazo nazaj, zadnje sezone, zadnja leta, res neverjetno število tekem, neverjetno število minut, obremenjenosti. Je to v bistvu razlog tudi, da je mogoče prišlo do teh zapletov? Pa ne bi rekel glih to, zato ker vseeno je to neka poškodba, ki se je zgodila pod nekim spletom okoliščin na samem terenu, da nekako sem mnogo dobil pod njegovo stegno in mi je, bom rekel, obrnilo gleženj. Ja, mogoče sem na začetku mislil, da ne bo to toliko zapleteno, ker da mi je sam ta ligament malo natrgan, ampak večji problem je delal ta neka kostnina, neki sam edem kosti in bom rekel, okrog tega se največ ukvarjamo tudi sedaj. Imeli ste kar naporno poletje, ne samo zaradi tega, ker pač rehabilitirate gleženj nogo, ampak tudi zaradi pogajanj. Potekla vam je pogodba s Celjem, bili ste kapetan šampionskega Celja, odigrali odlične predstave v dresu Celja. Nekako se je ponujala priložnost vnovičnega odhoda v tujino, ampak zgodil se je klic Zlatka Zahovića. Pa mogoče, če gremo čisto na konec s prejšnje sezone, oziroma kdaj ste začeli spogledovati recimo z neko novo možnostjo, kdaj ste o njej razmišljali? Ja, saj kot sem že tudi večkrat povedal, nekako je bilo res, tudi zadnja 3,5 leta v Celju so bila vse rezultati, vse okoli kluba je delovalo res odlično in ja, na koncu pa nekako sem bil, bom rekel, tudi prvič v karieri pred odločitvijo, ali bom rekel, podpisati novo pogodbo ali čakati oziroma iskati neke druge možnosti in mislim, da po vsem tem, kaj sem pokazal tudi na samem igrišču, sem si rekel, da bom nekako počakal, da vidim, raziščem možnosti iz tujine, kako in kaj. Ampak ja, na koncu, bom rekel, po nekem spletu okoliščin se je tudi zgodil, bom rekel, vrnitev Zlatka Zahovića, potem njegovi klici. In ja, na koncu smo se dokaj hitro dogovorili. Omonja se je omenjala. Ja. Koliko ste vi imeli dejansko stika z ljudmi iz tistega kluba, ali je to vse preko menedžerja? V bistvu, koliko ste se dnevno vi ukvarjali s tem, kje boste kariero nadaljevali? Ja, nekako je šlo, bom rekel,
nekaj preko mene, oziroma jaz, koliko sem se slišal na začetku s trenerjem, športnim direktorjem. To je bilo že, bom rekel, malce pred koncem prejšnje sezone. Potem pa nekako sem bolj preložil to na agente, da se oni, bom rekel, ukvarjajo s tem, da so oni v stiku z njimi. In ja, bilo je to nekih klicev, sporočil in vsega tega, ampak ja, na koncu so verjetno tudi oni imeli več možnosti, nisem bil jaz tista edina in so se oni odločili za nekoga drugega. In ja, ko je, bom rekel, vse to padlo v vodo, sem bil pred odločitvijo, kako in kaj dalje, in potem ja, so sledili, bom rekel, klici Zlatka Zahovića in kot sem že prej rekel, ni bilo nekih dosti pogajanj, hitro smo se zmenili in ja, sedaj sem tu, da odpremo neko novo zgodbo, neko novo poglavje. Večkrat ste omenili zdaj množino, klice, koliko je teh klicev, mogoče pa za tiste, ki ne poznamo ozadja teh pogajanj, ne vem, se to slišite vsak dan potem s športnim direktorjem, večkrat na dan, kako to izgleda? Pa ja, je bilo kar nekaj, tudi večkrat na dan, potem mogoče smo se zmenili, da mi da tudi nekaj časa za premislek in vse to. In ja, potem je vse to prišlo tako daleč, da tudi jaz, sezona se hitro začne, tudi jaz sem mogel sprejeti neko odločitev, kako in kaj. In res, bom rekel, Zlatko mi je ponudil rešitev tu, tudi konec koncev je vedel, kakšne so moje težave, kakšne, bom rekel, da nisem jaz že takoj pripravljen za neke napore in mi je tudi tu dal čas, da bom rekel, da se normalno vrnem in ja, na koncu smo se dogovorili. Kako okolica vpliva na takšne odločitve, pač mariborski navijači so si vas želeli že dolgo tukaj, tukaj v Mariboru trenira vaš brat, če se ne motim. Ja. Družina je blizu, v bistvu, koliko je bilo nekih teh sporočil, daj Žan, idi v Maribor. Ja, bom rekel, Korošci so bili kar veseli, oziroma kar dosti imam tudi, bom rekel, teh prijateljev že iz otroštva, kjer nekako že, bom rekel, 20 ali več let navijajo za Maribor, imajo letne karte vsako leto. Tako da je bilo, ja, kar, bom rekel, iz tega področja veliko pozitivnih stvari oziroma sporočil. Lep posnetek je bil potem ob objavi vašega prihoda v Ljudski vrt, spremljanje Lige prvakov 2014, če se ne motim, pa potem izpisal na ne številka, ampak ime Zlatko Zahović. Je bilo dejansko tako, če povzame ta video nekako vašo kariero, torej kot najstnik spremljanje Maribora v Ligi prvakov, pa zdaj v bistvu ta klic Zlatka Zahovića. Ja, že takrat ko se je igrala ta Liga prvakov in bom rekel, vsa ta Evropa, tista ekipa Maribora, takrat sem jaz nekako prišel v Maribor, igral takrat za B ekipo. In ja, vse to spremljal iz tribune. Kasneje je moja pot se zgodila takšna, kot se je, ampak bom rekel, če danes pogledam nazaj, sem hvaležen, da se je to zgodilo, da sem tudi, bom rekel, sam nekako iz leta v leta rasel kot fant, kot nogometaš. In ja, nekako, evo, sedaj so se stvari, bom rekel, zgodile tako, da je neka zgodba ostala nedokončana tukaj in da, bom rekel, spišemo še eno lepo zgodbo tokrat. Je Maribor nekoliko drugačen, kot je bil takrat v tistih časih. Vemo, da sedaj so tudi, bom rekel, turški lastniki in vse to na koncu oni odločajo vsem tem, ampak nekako z prihodom Zlatka Zahovića so resno pokazali, kaj si želijo. Vrnimo se v leto 2015. Kako je takrat prišlo do prihoda Maribora? Vi ste igrali za Radlje v 3. ligi, ne? Ja. In Maribor je ustvaril B ekipo, kjer so se kalili nekateri nogometaši, ki so kasneje se pridružili članski ekipi ali pa so bili kandidati za to mesto. Kako so vas takrat v Ljudskem vrtu zvabili v svoje vrste, da ste potem v 3. ligi igrali za Maribor? Ja, takrat je bilo Radlje, kot ste rekli, v tej 3. ligi, tako kot tudi Maribor B ekipa in nekakšno mislim na sezoni takrat
so prišli klici, ko smo igrali med sabo, če sem pripravljen priti v Maribor, in se je takrat rekel, ni bilo sploh nobenega pomisleka o tem, kako in kaj. Takoj sem zagrabil to priložnost, ker rekel, tik pred tem sem bil tudi v nekem obdobju, ko sem rekel, ali bom še sploh igral nogomet, bom rekel, na tej malo bolj resni ravni, ali se bom, ne vem, odpravil v Avstrijo. Vemo, da je tudi blizu Avstrija. Čez Radl pas. Dokaj blizu, in ja, bom si poiskal neko delo. Tako da, ampak potem se je odvil, bom rekel, ta klic Maribora, in ja, rekel sem, da je, če se pokaže takšna priložnost, seveda, da jo bom nekako sprejel z odprtimi rokami, in ja, od takrat nekako se je začela odvijati moja nogometna kariera. 19-20, koliko ste bili takrat stari? Mislim, da sem bil že 21. Že 21, v bistvu kar pozno, 20, ne, za neko prvo profesionalno pogodbo. Kaj ste si mislili takrat tej postavi, pa ekipi Maribora, ki je v bistvu naskakovala celo v drugo ligo, pa pol je prišlo do nekih administrativnih zapletov, pa se kasneje vse skupaj razpustilo, no? Ja, se tudi na začetku, ko sem prišel, nisem imel jaz sploh pogodbe, bom rekel. Potem, mislim, na drugo leto, da sem jo podpisal, takrat so mi ponudili prvo profesionalno pogodbo. In ja, na koncu tudi v tisti sezoni, ko so oni že bili prvaki, bom rekel, ko smo že bili z Mariborom prvaki, takrat sem tudi debitiral glih ravno proti Aluminiju. Aluminiju so se napisal, zanimivo, 33. krog, 2016-2017 lige, ne? Ja. Proti Darku Milaničem. Ja. Takrat je za Maribor na vašem položaju Palčič igral. Palčič, pa bil je tudi Hodžić. Tako. Ja, mogoče ta preskok, ste bili takrat v bistvu nagrajeni za dobre predstave v B ekipi, kako je prišlo v bistvu do tega, da vas je takrat Darko Milanič povabil? Maribor je takrat že bil prvak, ne? Ja, nekako v B ekipi, se tudi, ko sem prišel, jaz nikoli, bom rekel, nisem niti v mlajših selekcijah igral v obrambe oziroma desnega bočnega. Potem pa nekako po nekem sletu okoliščin v Mariboru so me postavili tja in sem se dokaj dobro znašel. Zvonko Breber vas je postavil, ali kdo je bil takrat trener te ekipe? Ja, Zvonko Breber, pa še pred njim je bil, da mi je šlo iz glave, upam, da se vam spomnim. Dobro. In v bistvu so vas postavili na položaj bočnega. Položaj bočnega, in ja, potem, ko sem nekako se dobro znašel tam, sem bil nekako nagrajen s tem, da so me poklicali v prvo ekipo. Sem, mislim, da celo zadnja 2-3 meseca takrat treniral z njimi, odigral to tekmo. In ja, potem pa so se po sezoni, bom rekel, stvari odvile kot so se, da sem šel kasneje v Muro. Nismo se zmenili za podaljšanje. Vemo, da je bila takrat ekipa Maribora, rekel, težko je bilo priti zraven. Ampak ja, z nekim trdim delom, z novim dokazovanjem se tudi to poplača enkrat. V bistvu skozi tisto ekipo za kaljenje res bilo težko priti v prvo ekipo takrat Maribora. Martin Milec je potem prišel na to vaše mesto, ko ste vi zapuščali, se vrnil, ne? V Ljudski vrt. Vi ste pa odšli v Mursko Soboto na vabilo Anteja Šimunže, s katerim ste bili skozi kariero potem kar povezani. Ali pa neke reference so se ves čas vlekle, ne? Da vas je on pomagal preroditi. Kako se spomnite v bistvu predstavitve tega projekta v Murski Soboti? Takrat so gradili uspešno zgodbo na novo. Ja, takrat smo jaz, Lorbek pa Sirk, takrat z iste B ekipe nekako preko nekih priporočil. Takrat je kasneje tudi bil, oziroma je v tistem letu postal tudi sam Ante trener, pomočnik moj je bil Gajser, ki je nekako, bom rekel, poznal vse to okolje. In ja, nekako sem preko njih prišel v Mursko Soboto. To je bilo isto, takrat druga liga, gradila se ekipa za prvo ligo, oni so vračali, bom rekel, tudi vse te domače fante v Mursko Soboto, ki so že poznali celotno zgodovino Mure. In ja, nekako potem z trenerjem, z izkušnjami trenerja in vsem tem je on, bom rekel, on bil tisti člen, ki je nekako
vodil dejansko klub z pomočjo vseh, od Kuzmiča do takrat Rajbara. Je peljal ta neki voz in na koncu, ko smo se, bom rekel, izpolnili ta cilj, da se uvrstimo v prvo ligo, takrat tudi konec koncev vemo, kakšno je okolje v Murski Soboti, da je izjemno, bom rekel, podpora, ljudje radi hodijo na tekme. In nekako se je ta zgodba stalno rasla, stalno se je odvijala pozitivno in že takoj potem v tistem prvem letu prve lige, na koncu, mislim, na 4. mesto in kvalifikacije za Evropo. Nekako iz leta v leto smo nekako rasli kot ekipa. Ante je izjemno dobro delal z, bom rekel, nas mladimi, znal iz nas izvleči največ in konec koncev se je tudi iz Mure, če pogledamo danes, kar nekaj fantov tudi prodalo oziroma igral v tujini ali igral vsaj nekje v prvi ligi. Ali pa se zdaj vračajo domov in pomagajo v Muri, ne, ki je, lahko rečemo, v zadnjih 2 letih, pa morda celo več, malo težavah. Koliko podrobno spremljate to Muro, ki vam je v bistvu pomagala nekako do tega, da ste odšli prvič v tujino, takrat v Ludogorec, igrali pomembne evropske tekme, v Ljudskem vrtu premagali Tottenham. Res lepa zgodba. Koliko spremljate Muro danes? Pa spremljam. Morate zaradi partnerke tudi? Tudi zaradi partnerke iz Murske Sobote, tako da sem kar dosti časa tudi v sami Murski Soboti. Še vedno, bom rekel, se skoraj vsakodnevno slišim z nekaterimi igralci iz Mure, ko smo, bom rekel, res postali dobri prijatelji. In tako da nekako Mura je še vedno vpletena v moje življenje in verjetno bo to tudi tako ostalo. Mura in težave v tem trenutku, mislite, da so zdaj na pravi poti? Vrnili so, oziroma na mesto trenerja postavili Mitjo Mereca, ki je vseeno človek iz tistih koncev, ki razume okolje. Vračajo se nekateri stari vaši soigralci, nekateri so že tam. Verjamete, da lahko Mura v tej sezoni pokaže večjo stabilnost? Pa mislim, da lahko, ker vemo, kakšno je to tudi konec koncev okolje, da ljudje imajo radi te domače fante, da igrajo domači fantje, da enostavno, ker tudi konec koncev tako napolnijo lahko stadion. In zdaj v zadnjih mogoče 2-3 letih, kot ste rekli, ni bila to tista prava Mura, ampak verjamem, da tudi Mitja ima neke izkušnje iz same tujine, iz Avstrije, da, bom rekel, je domačin tam, ljudje ga poznajo. In zdaj so tudi sklenili to neko partnerstvo z Rijeko, kjer bojo, verjamem, da dobili nekaj tudi kvalitetnih mladih igralcev. In če to se poveže kot celota, lahko, bom rekel, ponovno se borijo za malce višja mesta, kamor tudi spadajo, bom rekel, glede na lansko sezono. Ampak bom rekel, vsak nek nov začetek je, ne veš, kje boš mogoče, in bo te prva kola kar hitro pokazala, kako in kaj. Preden gremo v Razgrad, samo še se vrnemo nazaj k Mariboru, tistemu prvem obdobju. Ste vi dejansko prvak z Mariborom, ali še to boste postali? Mislim, takrat isto medaljo imam, ker je potrebno nastop, ampak bom rekel, ni to tisti pravi naslov, bom rekel, si ga želim sedaj. In če še res za trenutek ostanemo pri tej prvi epizodi v Mariboru, tudi manj prijeten trenutek za verjetno celotno vaše življenje, pa tudi za številne Mariborčane in Mariborčanke, se je zgodil v tistem obdobju. Kmalu bo že 10. obletnica tiste nesreče vaših soigralcev. Kako je moče ta trenutek zaznamoval vašo kariero? Vemo, da nekateri nogometaši večkrat omenijo ta trenutek. Imel sem priložnost z Žigo Lipovščkom napraviti en intervju in ves čas poudarja, da igra na tem nivoju, kjer igra, oziroma da si tudi svojo kariero tudi zaradi preminulih soigralcev. To so bili res, bom rekel, težki trenutki. Takrat se spomnim tisti dan, da nekako, ko se je to zgodilo, da
Mislim, vedeli smo, da se je zgodila ta nesreča, ampak nismo vedeli, da so dejansko, bom rekel, pleteni naši soigralci, ko smo se peljali po treninga iz Rogoze nazaj na sam klub in ja, takrat smo začeli klicati en drugega, če so vsi ok, in ko smo videli, da, bom rekel, se štirje ne javljajo, da so bili skupaj v avtu, da ko se je to zgodilo, da je bilo res neprijetno, res neki težki trenutki v tistem obdobju, tudi kasneje, bom rekel, sami trening in to je bilo, ni bilo enostavno, no, in ja, takrat je bilo mogoče, ko da se ti življenje zaustavi za trenutek in ja, ampak nekaj časa je bilo potem tako, da smo, bom rekel, vseeno potem trenirali naprej, ampak ko imaš v glavi vse to, da se ti je to odvilo, kasneje tudi, bom rekel, sam ta pogreb in vse to, ko smo šli celotna ekipa, je bilo kar, bom rekel, žalostno vse to spremljati. Se že kaj spomnite na te trenutke, ali je to zdaj že toliko časa oddaljeno, da je potlačeno nekako? Pa ja, ampak bom rekel, ko se pelješ tam mimo, se kar mogoče ti pride tisti trenutki nazaj na samem mestu, kjer se je to zgodilo. Ok, da ne gremo preveč v temačne spomine, ampak seveda spomin na preminula mora ostati nekako živ. Gremo k vašim svetlim trenutkom kariere. Razgrad se je zgodil vmes, pa včasih, ko se pogovarjamo z vami, ni v najlepšem spominu, ne? Ali pač? Ja, nekako sta tam lahko to eno leto razdelim na dva obdobja. Na prvo obdobje, kjer je bilo, rekel, fenomenalno prvo pol leta, drugo malce manj. Ampak ja, bom rekel, vse stvari se zgodijo z nekim razlogom in ja, očitno se je moglo zgoditi, kot se je. Ampak še vedno pa mislim, da bi lahko, bom rekel, bili bolj korektni oziroma imeli se jasno izrazili, kako in kaj, da mogoče ne bi prišlo do nekih, bom rekel, zamer ali bilo česa, ampak ja, se je zgodilo, kot se je. Kako vam je takrat Ante Šimundža predstavil v bistvu ta projekt? Ludogorec je z slovenskega vidika klub z resno, recimo, evropsko tradicijo tudi v zadnjih 2 desetletjih, pa v dobrem desetletju. Verjetno takrat ni bilo potrebnega veliko razmisleka, če iti v Ludogorec z Antejem ali ne. Ne, takrat, bom rekel, so se stvari tudi dokaj hitro odvile. Takrat je Ante dal željo, da igram z njim. Jaz sem tu vztrajal pri tem, ker konec koncev sem vedel, da mi lahko nekako pomaga v novem okolju, pozna me, sodelovala sva 4,5 leta v Murski Soboti. In ja, na koncu, bom rekel, se je prva pol leta res odvilo fenomenalno takrat. Mislim, ko smo prišli, je bilo 2-3 pike razlike, kasneje na koncu sezone, mislim, preko 20. Potem pa ja, se je zgodila tista reprezentanca, jaz sem malce zamudil na priprave, oziroma predel priprav zaradi reprezentance, nisem delal z ekipo. In ja, prije mogoče 1-2 slabi tekmi in nekako bi takrat v tistem času, potem v tistem prestopnem roku mogel iti na Norveško v Lillestrøm. Nekako sem ja že podpisal tam pogodbo, se že spakiral vse stvari, ampak nekako so oni pozabili, bom rekel, dati vse te papirje na ta nek program, ki je za prestope. In ja, na koncu do tega ni prišlo in jaz malce mislim, da to ni bilo zgolj naključno, da je bilo tu neka druga zgodba v ozadju, za katero iskreno me niti ne zanima, oziroma nisem nikoli se pozanimal, zakaj in kako je prišlo do tega. Ampak ja, očitno, sem rekel, se je moglo zgoditi, to je to. Kaj pa življenje v razredu? Imel sem priložnost v Nemčiji govoriti z vašo družino, ne? Ja. Potem še malo kasneje, da kao tam pa res ni imel kaj za delati, ne? Ja, tam se pravi, ampak dobro, ko so te evropske tekme, evropski klub, igraš na 3-4 dni tekme, po nekaj tudi po celi teden ostajaš oziroma potuješ potem
večina ekipe tam iz okolice Sofije, ostaješ nekje v Sofiji, odigraš tekmo, se kasneje vračaš in takrat je nekako hitro minevajo te dnevi, tedni, bom rekel, ko je poletje še tu in nekako gre, ampak zima in vse to je pa postane malce bolj naporno. Ja, res nimaš kaj dosti za početi. Ampak no, ta zaplet, ki se je zgodil v epizodi z Ludogorcem, pa je nekako zopet pozitivno vplival na razvoj vaše kariere. Šli ste v Celje, ki je gradilo zopet neko novo zgodbo, ne? Kasneje se je izkazala kot zelo uspešna, vsaj pri nekih teh evropskih rezultatih. Ste čutili takrat, da bo treba narediti korak nazaj, ste vedeli, da je to korak naprej? Tudi takrat smo malce pomislek, ali priti nazaj ali ne priti nazaj. Ampak potem je tudi, bom rekel, dosti teh soigralcev iz Mure, takrat je bil, ne vem, Kouter, Obradović, Bajde, kasneje je tudi prišel Babičanec. So bili že, oziroma eni so že bili v klubu in so mi govorili, nazaj, da naredimo ekipo, da, bom rekel, močna bo ekipa, borila se bo za prvaka, za, bom rekel, Evropa in vse to. In ja, na koncu, bom rekel, sem kar nekaj časa tudi v samem Celju, na začetku 2-3 mesece potreboval, ker ko ne igraš, bom rekel, takrat druga polovica tistega Ludogorca sem bil brez tekem 3-4 mesece in ja, potem še celotne priprave v Sloveniji. In ja, to nekako dnevi, meseci grejo in rabiš nekaj časa, da priješ nazaj v ritem. Ja, ampak potem bom rekel, s prihodom Alberta v Celje je bilo pa neka nova dimenzija. Kakšen je Albert Riera? Zdaj lahko tudi kaj slabšega poveste, čeprav nikoli ne ve človek, ne, kako je in kdaj se vrne in kam se vrne, ampak ja, vsi ga opisujejo kot zelo posebnega trenerja, večina nogometašev ga hvali, da jim je odprl neke nove poglede na nogomet, sposobnosti neke dodatne njihove razkril. Tudi vi ste zablesteli, ne? Ja, od mene verjetno ne boste slišali kaj slabega o njemu. Ne, res pod njegovim vodstvom sem se res počutil izjemno. Dal je neko novo dimenzijo, ne samo Celju, ampak bom rekel tem celotnemu slovenskemu prostoru, oziroma tudi ki je širše, se je dosti govorilo o njem, o načinu, kako igramo. In ja, res je bilo zelo, zelo lepo delati z njim, eno lepo obdobje, oziroma v teh 2 različnih obdobjih, ki je bil v Celju. In ja, iz igralcev je znal izvleči maksimum, konec koncev tudi vejo, kaj on hoče, kakšne igralce on hoče. In je tudi to trajalo, bom rekel, prestopni rok ali 2, da je on, bom rekel, dobil to. In ja, jaz pa, bom rekel, sem igralec, ko ima rad neke nove stvari, ki me lahko postaviš na več pozicij, lahko pokrivam levo, desno, konec koncev pri njem sem igral tudi v sredini, ker sem bil na začetku rekel, da mogoče pa to ni glih za mene, oziroma da nisem tega navajen, ampak nekako iz treninga v trening, iz dan v dan je bilo to boljše in ja, mislim, da sedaj, bom rekel, da bi še enkrat mogel sodelovati z njim, bi na pamet vedel, kako in kaj moraš igrati. Vnese nogometaš to znanje ali pa ta navodila, ki jih dobi od določenega trenerja, tudi naprej, koliko jih ima v mislih pri dnevnem procesu, ali moraš sprostiti prostor v možganih za neke nove ideje, novega trenerja? Ja, od začetka, ko je prišel, so bili kar, bom rekel, sestanki in vse to kar dolgi, ker predna ti on to vse predstavi, ker pri njemu je prvo treba vedeti, bom rekel, teorijo, da lahko potem delaš nekaj v praksi. In ja, takrat, ja, sestanki so bili malce bolj dolgi, kot so mogoče pri ostalih trenerjih, ampak na koncu vse to za nekaj dobro, ne, in to se je konec koncev tudi pokazalo v samih evropskih tekmah. Kako pomembno je, da je jasna hierarhija, o čemer Zlatko Zahovič dosti govori
v določenem klubu, ker zdi se, da ste vi odlično delovali v okoljih, kjer pač je bilo jasno, kdo je šef. Na recimo Murski Soboti se je zdelo, kot da dosti več niti kot le trenerskih vodi Ante Šimundža, podobno je bilo recimo v Celju, kjer je pač imel Albert Riera veliko svobode, tudi pod vodstvom Kolotila in ostalih šefov celjskega kluba. Nekoč ste bili v Mariboru, kjer je pač bilo jasno, da je Zlatko Zahovič alfa in omega vsega skupaj. Je v bistvu takrat nogometašu najlažje, ko je jasno zastavljen red? Pa je, mislim, da je to neka osnova, da mora biti ta red, da se ve točno, kdo kaj dela, za kaj kam postavljen. In ja, vsekakor mislim, da sedaj z prihodom njega se, bom rekel, tudi klub vrnil tja, kam, oziroma tam, k tem, kaj je delal prej. In ja, ampak vseeno bo dosti igralcev, nas je sedaj novih, eni še nismo pripravljeni, treba čim prej spoznati ekipo na treningih, kasneje tudi na tekmah, ampak vemo, da v nogometu ni dosti časa za to, da vsi hoče rezultate čim prej. Ampak nekako ja, treba sedaj dobro štartati v sezono, da bo kasneje vse lažje. Je bila kdaj opcija v zadnjih letih, že prej, da bi se vrnili v Ljudski vrt? Spomnim se ene reprezentančne akcije, takrat je Šimundža postal trener Maribora znova, ne? Pa se je veliko govorilo o tem, da si vas želi tukaj. Takrat ste vi bili na enem od svojih vrhuncev, verjetno morda nedosegljivi takrat za Maribor, zdaj je pač tukaj Zlatko Zahovič in tako. Ja, ampak tudi nekako prej sem bil vedno nekako pod pogodbo in nismo prišli, oziroma ni bilo sploh govora, da bi se nekako vrnil v Maribor ali to. Sedaj pa, rekel, po spletu okoliščin se je zgodilo tudi, da sem brez pogodbe in je dosti lažje tudi pripeljati igralca. In ja, mislim, da ne, prej ni bilo nekega govora o tem, da bi se vrnil. Dobro, gremo še na Euro, zato ker zdaj pač množično spremljamo svetovno prvenstvo. Vsi kaj zavrtite posnetek gola proti Srbiji? Ma je, sploh ko je ta, bom rekel, obletnica na tisti datum, se vrti ta gol in ja, da viš kar neko kurjo kožo oziroma lepo pogled vse to. Ampak takrat pa verjetno so bile ponudbe, ne, za kakšen prestop. Malo vas sreča ne spremlja v teh prestopnih obdobjih, ne? Ja, nekako sem vedno poškodovan, ko je ta pauza. Rekel, ja, v karieri smo, rekel, 3 te malo bolj resne poškodbe in vse te 3 so se zgodile nekako med tem, ko je bil prestopni rok in ja, očitno je tako usvojeno. V Nemčiji sem imel priložnost spoznati vašo družino, ne, ki vas je spremljala takrat oddaljena malo od vseh prizorišč, ampak blizu, da so vas lahko spremljali. Povedali so mi tam, ko so otroci igrali FIFA, da so boljši od vas. Je to drži ali je to? Ja, ta, bom rekel, sredinski od 3 bratov je kar najbolj nadarjen za te igrice. Kako v bistvu vam pomeni, koliko vam pomeni to, pač, da družina vam nudi tako podporo, da vas tako množično, pa ne množično samo, ampak tako zvesto spremljajo? Vaša mama ni ravno mogla opraviti pogovora z nami, ker je bila ves čas zelo čustvena, tako da smo se s vsemi drugimi pogovarjali, ampak res so ponosni na vas, ne? Ja, vsekakor je lepo, da vidiš, ko vidiš, da te podpirajo, da ti stojijo vedno ob strani, da se lahko v vsakem nekem momentu, bom rekel, tudi v teh nekih težjih obdobjih, ko pridejo v karieri, obrneš na njih in ti dajo to dodatno podporo. In ja, sedaj mogoče, mislim, sem nekako še bliže, bom rekel, tej relaciji Radle Maribor in ja, letos imel kaj več časa, da jih tudi obišče. Dogajalo se je v prejšnjih letih, ko ste bili v Ljudskem vrtu v dresu Celja, da so imeli navijači oziroma otroci plakate, da želijo Karničnikov dres, kar je ujezilo nekatere navijače Maribora, ne? Zdaj bo malo lažje, ne? Ja, se pravim, da bom rekel, te Korošci imajo že, ko sem rekel, malo
nekaj let te letne karte in verjetno so oni izdelali to te plakate in ja, po kakšni tekmi sem šel tudi do njih, mislim, večina te sprejme, ampak se najde tudi kak, ko je po tekmi malo jezen, ko smo takrat zmagali z Celjem in te, rekel, hitro napodijo slačilnico. Dobro. Danes to snemamo v sredo, drugi polfinale svetovnega prvenstva je na sporedu, objavljamo pa pogovor v petek, ko se začenja prva liga. Če bi danes mogli povedati, kdo bo svetovni prvak, zdaj lahko izpademo zelo slabo, ampak vseeno, kdo bo svetovni prvak. No, jaz sem rekel, da bo kdo bo zmagal, Španija, Francija. Torej Španija. Da mislim, da bojo Španci, ja. Okay. Kdo vam je najljubši nogomet igral na tem prvenstvu? Ja, nekako do včerajšnje tekme smo bili Francozi favoriti, še tudi pred tekmo sem rekel, da bojo Francozi dobili to tekmo in sem jih imel za glavne favorite že pred samim prvenstvom. Ampak ja, Španci so pokazali, bom rekel, kaj pomeni ta neka ekipna igra, da bom rekel, ekipa prevlada nad te individualno kvaliteto. In ja, mislim, da so sedaj oni največji favorit. Torej sta v drugem polfinalu dve manj simpatični reprezentanci z vidika neke, ne moremo reči virtuoznosti, ker vseeno imamo pa Messija, Bellingama in Kanea, ne, tako da ja, v polfinalu so res bile reprezentance, ki so polne zvezdnikov in ki so nekako po stavnicah celo bile med največjimi favoriti. Kdo je favorit za naslov prvaka v prvi slovenski ligi? Je to Maribor. Odlično. Ker nekaj zanimivih tekem bo v naslednjih tednih. Kaj si mislite o tem, da bo pač Maribor moral malo potrpeti brez podpore navijačev v Ljudskem vrtu, oziroma videli smo že poziv navijačev, naj grejo vsi v Kidričevo. Verjetno vam pa zdaj to kot nogometašu Maribora dosti pomeni, bo vseeno kar bučna podpora na tribunah. Ja, škoda, da bom rekel, mora biti ta prve 4 domače tekme, da mora biti brez gledalcev, ker nekako se je že na tej prijateljski tekmi videlo, da ljudje pozdravljajo, da so prišli nazaj, bom rekel, ljudje iz Zahovič in Milanič, s katerimi so tudi doživeli največje uspehe in ja, nekako bo treba dati to skozi, igrati pred praznimi tribunami, nekako takrat, ko v korona času, kar rekel, tudi ni za nas nogometaše najbolj prijetno, ampak ja, nekako zgodilo se je, kot se je zgodilo in treba potrpeti. Kdo bo torej največji tekmec Maribora za naslov prvaka? Koliko zdaj poznate, mislim, zagotovo dobro poznate ekipe, ampak glede na to, kaj se je zdaj dogajalo v zadnjih tednih? Pa jaz mislim, da bo vseeno nekako ostalo podobno, kot je bilo, bom rekel, prejšnjo leto, nekako Maribor, Celje, tu je Olimpija, Koper, da nekako se bojo te ekipe, bom rekel, dal neko manjšo prednost, da se borijo za ta evropska mesta. V reprezentanci kaj razmišljate? Zdaj se zdi kar oddaljena, ne? Pa ja, zaenkrat ne, ampak ja, vemo, da sledi ta nekako Liga narodov. Rekel, to so še neki testi, ampak že, bom rekel, malce bolj tekmovalni, kot so bili, bom rekel, te prijateljske tekme. Potem pa kvalifikacije za evropsko prvenstvo, kjer bomo morali biti na najvišjem možnem nivoju. Mogoče pa še ena slabost zadnjega obdobja. Pedla je verjetno veliko manj, kot bi si želeli. Ja, je res. Kdo je najboljši igralec med nogometaši, ker kolikor vemo, pa vidim, se kar radi primete za loparje, za pedel? Ja, mogoče ne toliko krat, koliko bi si sam želel, ampak ja, če je, bom rekel, čas, če je neki pravi trenutek, rad tudi igram tudi to partijo pedla. Največkrat, bom rekel, igramo z Bedetom, oziroma tudi brat dostikrat pride v Maribor. In ja, nekako kdo je boljši, kdo malo večkrat igra, je malo boljši od onih, ko ne, ampak glavno je, da se imamo fajn, da se zabavamo, da potem spijamo pijače in to je to. Super. Žan, hvala, da ste si vzeli čas. Čim prejšnji povratek na igrišče želimo. Naslednjič pa mogoče kaj o politiki. Hvala, da ste bili z nami.
Spremljajte Prvo ligo in NK Maribor čim bolj zavzeto. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, kako dobro živimo Slovenci, je uvodna tema tokratne sobotne priloge v velikem intervjuju. Naša priporočila ukrepov se ponavljajo, kar pomeni, da vlade niso uspešne pri razreševanju ključnih razvojnih potencialov, pravi sociologinja dr. Marta Gregorčič, ki se na Umarju ukvarja s socialnim in družbenim razvojem. O kakovosti življenja v Sloveniji se je z njo pogovarjala Franja Žižt. Še 2 tekmi, sobotno tolažilno brcanje za 3. mesto in nedeljski spektakularni finale pa smo opravili z največjim nogometnim turnirjem doslej. Kaj nam je dal in kaj nam je vzel? Borut Planinšič vam predstavi udarno 11-terico nenavadnosti, prvo postavo norosti, ki so se zgodile na svetovnem prvenstvu. Andreja Kutin je v Afriko poklicala 22-letno študentko Gajo Đukanović-Babić, ki počitnice preživlja tako, da snema film o podnebnih spremembah ter rešitvah zanje. Zakaj je lahko še preprosta peč na drva revolucija in zakaj ne potrebujemo nove Grete Thunberg, ampak spremembe na terenu. In večer v nedeljo pogovor z Dragom Mislejem Mefom, glasbenikom, novinarjem, avtorjem besedil, ki po dvojni zmagi na letošnjih Melodijah morja in sonca odkrito spregovori o očitkih o festivalskih kuhinjah, glasbenem populizmu, nastanku zmagovalne pesmi Drugačna je le noč in tudi novinarstvu. Naša sodelavka iz Češke, Miša Hiškova, poroča iz Karlovih Varov iz prve roke o tem, zakaj je tamkajšnji filmski festival tako edinstven dogodek v poletnem koledarju. Pogovarjala se je tudi s slovenskim režiserjem, ki se je tam predstavil s svojim kratkim filmom. Strokovnjakinja agronomije Miša Pušenjak pa tokrat odgovarja na preprosta vprašanja, s katerimi se v poletnih vročih dneh ubadamo številni vrtičkarji. Zakaj paradižnik ne zori, zakaj odpadejo cvetovi kumar in gnijejo plodovi paprik. Vse to je dobro vedeti in tudi ta preblisk Johana von Goetheja za konec. Človek je omejeno bitje, pomislekov o naši omejenosti pa je namenjena nedelja. Lep vikend želimo!